Včeraj je Maribor odigral povratno tekmo drugega kola kvalifikacij za Ligo prvakov proti kazahstanski Astani. Na štadionu v kazahstanski prestolnici je bilo veliko gledalcev, kot po prvih poročilih okoli 23.000. Vsi so pričakovali zmago Maribora, tudi mi pred televizijskimi zaslonom, saj je Maribor prvo tekmo povedel že v 5. minuti s strelom Marka Šulerja. Tekma se je sicer končala z 1:0, ampak igra ni bila dobra, zato smo vsi pričakovali boljšo igro in seveda napredovanje našega šampiona. Ampak vse ni bilo tako. Maribor je šel premalo energično tekmo, verjetno s kar dosti podcenjevanja, saj so si verjetno mislili Kazahstan, kaj pa to. Če bi slučajno Maribor prišel naprej, bi igral proti Helsinkom, ki bi bili verjetno veliko lažje, saj Maribor ima letni proračun 4 milijone, glede na to, ki ga Astana ima 20 milijonov. Tako da, če bi to kdo vedel, bi sigurno spremenili besede, a ni bilo tako. Maribor je šel v tekmo z navadno postavo, edino 2 igralca sta manjkala zaradi poškodb in Dalibor Volaš in Maleš Mejač se nista pripeljala do Kazahstana, ker so jih delegirali v ekipo. Kot statistika, kot goli so bili na večinski strani Astane. Goli 1:3 za Astano, streli Maribor 8, Astana 11. Maribor je 3-krat pomeril v vrata Astane, Astana pa kar 5-krat. V kotih je pa prevladal Maribor in sicer 6:2. Maribor si je prislužil več rumenih kartonov, kar 4, Astana pa le 2. Astana si je prislužila še en rdeči karton, ki ni nič imel možnosti za zmago Maribora. Maribor si je sicer zelo gradil igro, trudil, ampak na koncu smo vsi brez veselja odšli s tekme ali izpred televizijskega zaslona. Drugače pa čestitamo Mariboru za prvo zmago in približno napredovanje v tretji krog. Če bi slučajno Maribor se uvrstil v tretji krog, bi igral tekmo s HJK Helsinki, ki niso tako velika ovira, kakor Astana. In čestitamo še Branku Iliću in njegovim soigralcem za izvrstno igro. Adijo, reporter!